A veš, da sem jaz s tretjo generacijo CR-V-ja en dan vozil Gumball Rally. Dobro jutro. A veš, kje sem jaz zdaj? Na Tirolskem, tam na zadnji, manj kot kilometer je Kitzbühel. Sem me pa pripeljala Honda, sam zato, da bi se lahko usedel v to novo generacijo Honda CR-V. Je pa dosti luštno tukaj, stari srnc, kakor češ. Samo takrat, ko jaz snemam, se seveda nobene ne vidi. Je pa avto, tako prav Honda, več ali manj čist nov. Nov dizajn, nova kabina, zdaj ima tudi lahko 7 zidcev, pa kva še, kupenih drugih stvari. Dajmo najprej kar dizajn, prav. Lega, črnivca. Pač kar se same oblike tiče, pri Hondi pravi, da je njihov dizajn drzen, močen, sodoben. Zdaj, a to drži ali ne, to moraš ti povedati. Se mi zdi, da ima ene par takih karoserijskih mišic, če ga na hitro pogledaš, tako je en napisal na Instagramu, je kot da bi dal Civica na steroide. Jaz se s tem ne strinjam čist. Ampak ajde recimo, ne, se veš, vsake oči svoj malar. Pa pri te boljš opremljenih izvedenkah so kolesa večja, pravzaprav toliko velikih koles Honda CR-V sploh imela še ni. Drugač pa še posebej od ozadij se meni oblika zdi kar posrečena, mogoče bo kdo rekel, da te zadnje luči spominjajo na tiste pri Volvotu. Avto je dolg točen tok, ki je bil prej 4,6 pa drobiš, ampak med osje so pa podaljšali za 3 cm. To pa valjda samo zato, da je znotraj več placa. V bistvu za kolena v drugi vrsti dodatnih 5 cm. Zdaj 5 cm ni velik, to je tole, ampak 5 cm v povezavi z avtomobilsko kabino pa pomeni ogromen. Mogoče to še najboljša predstava o tem, koliko je placa. Lej, sozniški sedež nastavljen, tako da Aleš udobno sedi. Aleš je koliko je visok. Aleš, koliko si ti visok? Aleš je visok 1,90 m. Jaz imam pa placa še vedno, koliko je to, 10-12 cm? Aj, pa to sem pozabil povedati, ne? Avto je tudi 3 cm pol višji, ki je bil prej. Ok, kar se voznih tiče, pa vzmetenja, sprednji McPherson, zadnji Multilink, v osnovi tudi kletka, čvrstejša, zaradi tega v kabino prodre manj vibracij. Kar se pa same vozne dinamike tiče, Honda CR-V že od prej, že od 3. pa 4. generacije naprej slovi kot avto, ki izjemno dobro blaži, recimo na makadamu, pa tudi na splošno se v redu pelje. Ne morem reči, da je najbolj športno v svojem segmentu. Kar se motorjev tiče, to si zdaj ne bo težko zapomniti. Preden pride hibrid v začetku 2019, bo na voljo sam en motor, to je bencinski, 1,5 litrski. Ali imaš avtomatski menjalnik, pa imaš 193 konjev, ali imaš pa ročni menjalnik, pa imaš pa 20 konjev manj, 173. Zakaj so naredili razliko? To je v prid avtomatskega menjalnika, da je izkušnja bolj lagodna, da ne rabiš motorja, pa menjalnika konec koncev toliko obremenjevati, da dobiš, da priješ do želenih hitrosti. Drugač pa, kar se tega bencinskega motorja tiče, ja, ni navorsko ekstremno bogat, ampak moram priznati, da tudi v povezavi s 4-kolesnim pogonom, pa z ročnim menjalnikom, to pravi 173 konjev, se mi zdi luštna izbira. Hočem reči, da mi ni hudo, zato ker ni drugih motorjev na voljo. Se mi zdi, da je Honda to celotno strategijo na ta prvi uč malo neposrečeno postavila, na ta drug poskus, se mi pa zdi, da je kar ok. Črnivc študira. Pa zdaj naredil. Ker se pa 4-kolesnega pogona tiče, no tukaj pa Honda pravi, da niso delali velikih sprememb, edine, ki so softverske, to pa zato, da zna pa elektronska enota malo bolj korigirati, koliko navora točen gre na katerega od 4 koles. Ekstremno ugodnega. Pa škaj mislim, da je prav, da si tudi vzamemo cajt za razgled. A so kar v redu zrihtali tale konc, a? Pa mogoče lahko tale cajt izkoristim za tech stuff. CR-V je podoben kot Civic, lahko nabutan z ogromnimi varnostnimi sistemi. Kva je novega, pameten tempomat, pa prepoznavanje prometnih znakov, pa se mi zdi, da še ne par stvari, ampak ti da kar izstopata. Tukaj noter se CR-V od prejšnjega ne razlikuje ful ogromno njenih horizontalnih linij, tukaj čez armaturko, pa tukaj po vratih. Le govorimo o tej liniji, pa o tej liniji, vidiš? Moram pa na drugo stvar poudariti. Všeč mi je, da je tukaj tradicija v tem avtu, da je prestavna ročica nasajena dosti visok. Pa volan, recimo, najprej se ga kar malo strašiš, zato ker ima na vsaki prečki po 10 tipk, vsega skup 20. Lej, tole je leva prečka, to se pravi, tukaj imaš upravljanje z računalnikom, pa Bluetooth, pa kupenih drugih stvari. Tukaj pa desna prečka, to se pravi lane departure warning system, pa ogrevanje volana, pa pameten tempomat, pa head-up display. Se kar veliko dogaja, no, na tem volanu. A pa mogoče en fun fact, jaz imam kar tako pestro zgodovino s CR-V. A veš, da sem jaz s tretjo generacijo CR-V-ja en dan vozil Gumball Rally. Mislim, da je bilo leta 2006, ko so med drugim prečkali tudi Hrvaško, pa so šli pol v Dubrovniku na trajekt, pa v Italijo in ta
kos po Hrvaški sem vozil še z 2 prijateljoma, z Arnežem pa s Sašom. Smo se z njimi vozili, pa smo zvečer pol tudi z njimi večerjali, pa se zabavali, pa tako naprej. Fajn je bilo. Pa v Dubrovniku nas je sprejel, mislim, da je 5000 ljudi. Pred mano Ferrari 575, za mano mislim, da je bo en Bentley, nor feeling, mi pa Honda CR-V, med vsemi superkari. Hrvati pa sam lejih lude Slovence, s CR-V-jem so šli na gambo. Evo, prve testne vožnje konc cajt, da povem še par stvari v kabini, pa predvsem v kufru. Lej, tukaj je v osnovi placa za 561 litrov. Honda pravi, da je to največ v segmentu. Če pa drugo vrsto zico podreš, je pa placa za 1830 litrov, pa tudi 100. Honda pravi, da je največ v segmentu. Jaz na pamet cifer ne vem, načeloma jim zaupam, v vsakem primeru, ali to drži ali pa ne, je pa placa tukaj ogromen. Pa škoda mi je všeč, vidim, Honda je dala lučko ne samo na eno stran kufra, ampak na obe. Pa valjda zice lahko podelaš tudi s tem vzvodom, tukaj imaš še en power outlet, koliko je? 180 V. Drugač pa, kar se druge vrste tiče, naslonjalo, 2 cup holderja, lahko imaš ogrevane zice tukaj zadnji, tukaj imaš 2 USB vhoda. Pa še 2 stvari je treba omeniti, predali v zadnjih vratih ogromenega prostora, to ni vedno tako. Pa pregova sta zaščitena s plastiko, da sproti avto lahko sedeš kakor češ, da boš pol enkrat avto odprl. Tale del nikoli ni izpostavljen zunanjim vplivom, kar pomeni, da je veliko težji umazati hlače. Pa še ena stvar, ki pride do priročnosti, zadnja vrata so pridobila 6 stopinj tukaj pri odpiranju. Pri zadnjih vratih pa veš, da vsaka stopinja prav pride, ne? Za vam pa za noter hoditi. Pa še par stvari tukaj spredi, predvsem kar se odlagalnih površin pa predalov tiče, ogromenih je, predvsem tukaj na sredinskem grebenu so dobro naredili, zdaj to. Vidiš, že ta osnovno odlagališče je kar velik, tukaj imaš 2 cup holderja, pa imaš pa še celo tole luknjo, predvsem pa je tale polička zelo zanimiva, vidiš? A veš, to poličko si lahko prilagajaš ves ta prostor, ki ti je na voljo. Lahko jo recimo vzameš čist ven, pa imaš en ogromen plac, mimogrede tukaj za HDMI kabel, USB, pa še en USB, pa še en power outlet. Kar se pa poličke tiče, tole je osnovna postavitev, pa lahko nazaj rukneš, pa jo imaš tukaj le zadaj, kot recimo pokrito, pa imaš dostop sem noter. Veš kaj, zdaj pa mislim, da sem povedal že ogromenih stvari, mogoče lahko pokažem sam še instrumentno ploščo, ki je digitalna. Tako izgleda tale umestnik, ki ti kaže, koliko navora gre na kakšen kolo, v tem trenutku na vse 4, malo na sprednje, malo na zadnje. Eden boji travca. Ja, vem, ja. Pa za Lešem so si sposodila še tega 7 izici, lej, takole zgleda, ki so vsi v uporabi, kufra, ni ogromen, ampak nekaj malega. Pa Aleš se proba noter spraviti. Aleš, kako je? Že boš se. Pa da pokažem, ko sploh priješ do 3. vrste, najprej moraš zagrabiti tukaj na vrh, pa zic naprej prekucniti, pa tukaj zadnji še en hakalček, pa še tega potegneš. Zdaj pa da vidimo. Dobro, če bi dal tole klop še malo naprej, ki je vzdolžno pomično za 15 centi, pa mislim, da bi šlo Ljubljana Vrhnika, tudi Ljubljana Portorož. Končno mnenje, Honda je pripravila kar orang avto. Všeč mi je motor, ki mi je bil všeč že v Civicu, ko mi čakam, da avto dobim na test, pa da preverim, kakšna bo poraba za res. Pravzaprav, ko mi čakam tudi to, da bo Honda povedala, kakšne cene bojo. Pa kaj še fajn, dobro se pele, ni najbolj športno v segmentu, ampak blaži top. Ko mi čakam, da se z njo zapodim tudi po makadamu, tega tukaj nisem naredil. Pa z varnostno opremo je dobro napumpana že pri osnovnih paketih. Pa še kaj bi se naredil, tako da Honda, thumbs up.